Ministrstvo za naravne vire in prostor je začelo javno obravnavo državnega prostorskega načrta za obvoznico mimo Litije. Predlagane so 3 trase, ki se razlikujejo le na levem bregu Save, segajo pa tudi na območje občine Šmartno pri Litiji. Pripombe in predloge na ministrstvu zbirajo do 4. oktobra letos. Ja, zagotovo gre za več variantnih rešitev, ki so podlaga za potem pripravo državnega prostorskega načrta. Res pa je, da smo tako na javni predstavitvi kot danes na občinskem svetu se dejansko skoraj da poenotili v celoti za tako imenovano konjsko varianto. Gre za 9A variantno rešitev, ki jo je pripravil podjetje Acer, ki je izdelovalec teh projektnih rešitev. Gre pa za to, da se dejansko pot do Ljubljane bistveno skrajša, ne mogoče toliko iz same Litije, zagotovo pa bistveno skrajša za potovanje ali iz Šmartnega ali iz Zasavja. In z tega vidika lahko pridobiva glavna cesta na novi dimenziji, se pravi na hitrejši povezavi z Ljubljano, z avtocesto, na drugi strani pa se razbremeni promet tukaj v mesto. Vemo, da je to en začetek, da ne bo obvoznica že jutri, upajmo pa, da ne bo minilo več kot 10 let, ko bi bila zastavljena vsaj prva lopata oziroma začela se sama gradnja. To bi bila ena realna ocena in si res srčno želim, da bi v takem terminu tudi lahko pričeli za samo gradnjo obvoznice. Ja, ponovno je zaživel projekt obvoznice Litija, ki je bil spet pokrenjen po dolgih letih leta 2020-2021. Zdaj, kaj bi obvoznica Litija prinesla Litiji? Je predvsem omejitev tega tranzitnega prometa, ki prihaja iz Zasavja in širše okolice ter gre čez mesto Litija. To pomeni, da bi bil promet redkejši v mestu Litija, kar pa pomeni, da bi bil tudi bolj varen, predvsem tudi za pešce in kolesarje, za katere je že zdaj slabo poskrbljeno. Potem bi bil seveda odpravljen tudi neznosen hrup, onesnaževanje in pa seveda predvsem tudi boljše razmere za lokalne voznike, ki morajo zdaj kar precej časa čakati na stranskih ulicah, da se lahko vklopijo v to kačo, ki prihaja iz Zasavja. Bistveno je pa tudi to, da bi ta obvoznica potem nase navlekla tudi ves promet, se pravi iz Save, Ponovič in pa Smrekarice. Tudi to se mi zdi zelo pomembno. Kakšni pa so sami odzivi občanov? Moram reči, da do sedaj, ko smo jih izbrali, zelo pozitivni, predvsem na to rešitev, ki je na nek način res za veliko večino v tem trenutku podpira, saj po tistem, kar smo že vodili samo razpravo, zagotovo smo pa odprti na predloge in pa rešitve, predvsem v smislu še večje optimizacije te variante in pa seveda tudi možnih še boljših predlogov, ampak kljub vsemu se mi zdi, da je zelo pomembno, da se čim prej skoncentrirajo opredelitve do ene variante in potem, da tudi nadaljnje postopki začnejo teči naprej.